Tale strip, ki ga imam v rokah, je pravzaprav zaresna knjiga. Saga, ki sta jo pisali največji imeni novega vala francoske stripovske scene Sfar in Trondheim. Poglejmo, ali sta se v graščino zaljubila tudi Rok in Alex. Alex, živjo, v prejšnji oddaji si mi povedal, da nisi prevelik ljubitelj knjig, ampak da si pa tole prebral v enem mahu. Kaj ti je bilo pri tej knjigi všeč, da si jo res prebral tako hitro? Zdaj, iskreno povedano, še sam ne vem, ker ima zelo zanimivo vsebino in zelo mi je všeč, ko je zelo veliko slike in zelo malo besedila. Ja, slike so ponavadi res kar nazorne, ne? Veliko povejo. Tudi sam lahko povem, da sem odraščal povsem ob drugi stripovski literaturi. Bil sem bolj Miki bralec stripov Mikija Mustra in Miki Miško. Tam se mi zdi, da je vse nekako bolj jasno in bolj strukturirano. Ja, knjiga je tudi polna zanimivih različnih imen, izmišljenih za osebe, za kraje, kot so Kuženkunc, Zongo, Gnojevci in še marsikaj bi se našlo. Verjamem pa, da so ta imena predstavljala kar velik izziv za prevajalca Izarja Lunačka. Izar, kako sploh prevesti take izraze? Ja, zelo specifične imena so noter, ki jih je treba potem pogledati, kaj so francoske reference in jih fino prevesti. Mi, da so to skupaj z Ano Varič-Moder, sva se zelo trudila, da sva te prevode fino naredila. Recimo Kuženkunc, ko je to mesto vasica teh zahodnih zajcev, mu je tako ime, ker mu je originalno ime Zedotomaksim, kar se sliši kot tako mesto velikih živali. V resnici pa premecanka miksobikozo, za kunčjo kugo, za neko zelo nalezljivo zajčjo bolezen, ki zajce pobija. In se nam je zdel pa Kuženkunc, zato ker gre za tak gorenski kraj, zelo fajn prevod za to. Hvala lepa, Izar. Alex, a so tebe ta imena zabavala ali si ob njih lomil jezik? Nisem si lomil jezik in se mi je bila celo zabavna. Ampak, če bi se pa postavil v obliku prevajalca, bi bil pa zelo resna problema. Ja, zagotovo odlično upravljeno delo, imena so res čudovita. Za konec bi te pa še vprašal, če bi za en dan se lahko odpravil v ta čudovit svet, kaj bi si ogledal? Zdaj, po vsej verjetnosti bi še prvo šel ogledati grad in tudi spletel kakšne prijateljske vezi. Ja, v to ne dvomim, upam pa, da bi seveda iz tega sveta tudi živ prišel nazaj. Zdaj pa besedo predajamo v studio, kjer je tudi veliko zanimivih likov s čudovitimi karakterji. Wow, hvala, Rok. Ja, res je tukaj zbrana zanimiva druščina, ki že napenja ušesa za naslednje vprašanje. Strip Graščina prikazuje graščino in njene prebivalce v nekem vzporednem vesolju. V stripu je mnogo domiselnih imen in kot pove Alex, bi imel sam v vlogi prevajalca s tem težave. Kje pa vidi vir težav prevajalec Izar? A. Strip je izvorno napisan v narečju. B. Imena morajo ohraniti enako sporočilnost kot v izvirniku. C. Imena morajo biti podobna originalnim. Ali D. Težko je prevajati običajna imena. Ja, dvakrat odgovor B. Imena morajo ohraniti enako sporočilnost kot v izvirniku, menita obe ekipi. Izar Lunaček sicer pove, da je treba biti ob prevajanju pozoren ne samo na dobesedni pomen imena, temveč tudi na sporočilnost. Pravilni odgovor je torej res B.